Dober večer. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dragi ljubitelji folklore. Dobrodošli na Kokrici, tam, kjer se korak ne meri na pametni uri, ampak v ritmu srca. Danes se bomo zavrteli skozi čas. Od takrat, ko je bila pesem hitrejša od interneta. Na odru se bodo zvrstili tisti, ki znajo povedati zgodbo brez besed, samo z gibom, pogledom in peto, ki natančno ve, kam mora stopiti. Z nami nocoj plešejo domači mojstri koraka, folklorno društvo Kokrica. Folklorna skupina folklornega društva Šenčur, kjer so obrati tako hitri, da se še zgodovina zvrti. Folklorna skupina kulturno-prosvetnega društva Lesce, ki je dokaz, da tradicija ni prah na omari, ampak živa energija. Predlagam preprost dogovor. Mi na odru damo vse, vi v dvorani pa aplavz, po potrebi tudi stoji, brez ogrevanja. V prvi polovici 19. stoletja je bil po zahodnji Evropi zelo priljubljen ples šotiš, ki so ga zaradi značilnosti med izvajanjem po Kranjskem raje poimenovali potovčka. Variante se med seboj razlikujejo v korakih, pred ploskanjem in v ritmičnem zaporedju ploskov ter potem, ali je v drugem delu polka ali vrtenica. Folklorniki med plesi zapojejo pesem Tri babe. Folklorno društvo Kokrica, Tri babe. Tri babke stojijo, pa čiče govorijo, za vsako bedarijo, je prva malo suha, ma druga da te kuha, je tretja malo gluha, je tretja malo gluha. Ko se skup dobijo, na vrsta govorijo,
da se jim vsi smejijo, da se jim vsi smejijo. Moj moža malo pije, moj vsega pa nalije, joj moj me pa nabije, joj moj me pa nabije. Ne da mi nič denarja, za sabo ne pospravlja, gostilni pana zdravlja, gostilni pana zdravlja. Možje smo to izvedli, za šanko smo se usedli, le kaj bomo naredili, le kaj bomo naredili. Kaj nam je narediti, vse skupaj dobiti, nasikati poriti, nasikati poriti. Nič nismo naredili, le trdno smo sklenili, da še ga bomo pili, da še ga bomo pili.
Se nisem nič še spil, ampak jaz nisem videl samo 3 babe, jaz sem jih videl 9. Folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Lesce deluje od pomladi 2012 in svojimi nastopi poskuša ohranjati ljudsko glasbo, plese in petje ter folklorne kostume bližnje okolice. Folklorniki svoje odrske postavitve ljudskih plesov večinoma zajemajo iz knjige Mirka Ramovša Polka je ukazana. Nekatere popestrijo s plesnimi igrami in animacijami, pogosto z gledalci tudi zaplešejo. Tako da paste! Nastopajo na proslavah in drugih prireditvah za različna društva in institucije v domači in tudi sosednjih občinah. Pravijo, da so njihova najbolj hvaležna publika stanovalci domov za starejše ter otroci iz vrtcev. V poletnih mesecih slovenske plese in glasbo že 4. leto predstavljajo gostom v kampu Šobec in tudi drugod. Letos, oziroma lani, junija, so se odzvali povabilu televizije Planet TV in bili gostje v ponedeljkovi jutranji oddaji. V istem tednu pa so še enkrat zaplesali na njihovem snemanju oddaje v kampu Šobec. V avgustu so se udeležili mednarodnega festivala Slovenija v Pragi. Nastopili so na otvoritveni slovesnosti, ki je potekala pod pokroviteljstvom slovenskega veleposlanika v Pragi. Poleg godcev in pevcev so bili edina folklorna skupina, ki je zaplesala ta večer. Drugi nastop je bil v centru Prage na Trgu Republike. Na srečanju folklornih skupin v Bohinju, ki ga organizira radovljiška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, se pred strokovno javnostjo vsako leto predstavijo z novo odrsko postavitvijo. Odrska postavitev Špegotanc, ki ga boste videli čez nekaj minut, je sestavljena iz igrive moške igre s klobuki in se nadaljujejo še bolj igrivimi plesalkinim izbiranjem plesalcev z ogledalom oziroma špeglom, kot mi rečemo, ne tukaj na Gorenjskem. Postavitev se nato razvije in prepleta skozi plese Noj katoliš in zaključi s Pajrišem. Folklornike spremlja na diatonični harmoniki Jože Ješe in Marjan Mahnič. Folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Lesce in Špegotanc.
pravim, iPhone tanc, a ne? Evo, eno slikco, če ima kdo kakšne pripombe, da ne bi rad na tej slikci, naj me pa pol pocuka, pa za en štamparle da. Folklorna skupina Folklornega društva Šenčur je pričela z delovanjem v letu 2009. Ker imajo v Šenčurju spomenik cesarici Mariji Tereziji in krompirju, so se odločili za ohranjanje starejših plesov in običajev. Zato so se odločili za oblačilno podobo iz začetka 19. stoletja, saj je za to obdobje dovolj podatkov, da so lahko izdelali verodostojna obuvala, oblačila in pokrivala. Obuvala je raziskala in za njihovo zgodbo z izdelovalcem pomagala izdelati magistrica Tita Porenta. Oblačila in pokrivala pa je po Goldensteinovih slikah in drugi literaturi pripravila Tadeja Pance, izdelali pa izdelovalci, ki so se držali njunih navodil. Po strokovni plati jim je svetoval dr. Bojan Knific. S finančno podporo občine Šenčur, Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije, donatorjev ter plesalcev samih so lahko izdelali folklorne kostume. Folklorna skupina Folklornega društva Šenčur pripravi vsako leto eno novo koreografijo. Nocoj se bodo predstavili s Stopinje za obzorjem časa in krompir. Šenčur leži na peščeni zemlji, zato je že dolgo, 250 let, poznan po pridelovalcih krompirja. Danes kraj poznamo tudi po spomeniku Mariji Tereziji in krompirju. Folklorniki vas bodo popeljali v zgodovino in vam poleg pričetkov sajenja krompirja prikazali še štajeriše. Po skočnici, ki je enokitična pesem, sledi ples. Pesmi so se vrstile, kakor je komu prišlo na misel in je včasih kdo tudi sproti zložil novo šaljivo, zbadljivo ali drugo razpoloženjsko besedilo. Pa tudi pri plesih so si pokazali, kaj znajo in ali lahko to zaplešejo ostali. Po predlogu Mirka Ramovša sta odrsko priredbo pripravila Staša Pavlič in Aleksander S. Zupan. Pevsko je skupino pripravila Simona Kralj, glasbena priredba pa je delo Damjane Praprotnik. Tokrat bo folklornike na harmoniki spremljal Jože Ješe. Folklorna skupina Folklornega društva Šenčur, krompir z Marijo Terezijo. Ja, kam pa ga odjel? Ja, Krk je zadnje na podkrku iz rob. Koga bo ti odjel? Ne maram gojanca, kmalaj več več, še rajši manj kranca, kmaži danih več.
razglas vsem zemljoposestnikom in kmetom na znanje dajemo, da je naša presvitna cesarica, nadljiva in omilostna nam vladarica Marija Terezija pisanje dala narediti, s katerim vas sedaj seznaniti želim. Podbučenje od nakuvanja in ušpoganja ali ljucanja zemeljskih jabolk ali tako imenovan podzemeljski kostan. Gnjiva, katera bi se imela za nakuvanje zemeljskih jabolk ali podzemeljski kostan na obrnut in vnuzati, mora v jeseni prahana in na vigre gorzorana biti. Med gorzoranjem se odene zadi za oračem gredoče persone te zemeljske jabolke to novic storjeno brazdo ene pol roke razrazen vložijo. Pa dobro, pa nam zdaj že govorijo toliko časa o teh podzemnih jabolkah. Ja, leto smo že razprdevali. 5 samohov, pa 3 cajne. Janus, da ga prinesti iz Tolocana sem zavil, kakšen ta podzemen kostan, krompir pravimo. Če je pa tako, naj se veselica prične. Muziko naročajo in uplačajo Velesovska gnada. Bom šel na granico, po svojo živinco, po kravce volim, pa po moje dekle. Pod meglico moj šocel, otavco kosi. Če se greha ne bava, pod kovter te vdava, pa se greha bojim, pa raj sama ležim. Pa kar sama veš.
Tam gori na planicah, na soncu se stopi. Če eno suho vzamem, objemal bom kosti. Tam gori na planicah, objemal bom kosti. Če eno veliko vzamem, ne odbajte na podi. Tam gori na planicah, ne odbajte na podi. Če eno mlado vzamem, kdaj pa bodem spal. Tam gori na planicah, kdaj pa bodem spal. Po noči jo bom ljubil, pod dnevi pa oral. Tam gori na planicah, pod dnevi pa oral. Sem sama doma, ni očka, ni mamce, ni pišega psa. Ja, jaz pa pravim, če še čurjanko vzamem, bom jedel krompiru od jutra pa do večera. Tako da to tudi tako je. Evo, folklorna skupina, pardon. Koreografija folklornih skupin vedno prikazujejo odrsko priredbo plesov, ki se, pardon, narobe malo mi očala nagajajo. Odrska postavitev plesa Gorenc folklorne skupine Kulturno-prosvetnega društva Lesce je sestavljena iz šotiša, špicpolke in sedmorke. Prepletajo pa se z valčkom, polko in cvajšvitom. Po prihodu posamičnih parov se plesalke in plesalci razporejajo v vrstah ali krogu, menjujejo položaje in z obvladovanjem številnih plesnih figur dokazujejo svojo spretnost in plesno znanje. Postavitev pa zaključijo s hudomušnim plesom z metlo. Folklornike spremljata Jože Ješe in Marjan Mahnič na diatonični harmoniki. Folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Lesce in Gorenc.
A veste, pri meni mami je Gorenjka, oče je Dolenc, jaz sem pa Korošec. Če bi bil sam Gorenc, bi šel zdajle od tam naprej, kar sem prejle zašuštral oziroma zahvačkal. Tako bom pa od začetka šel, da boste vse slišali. Koreografije folklornih skupin vedno prikazujejo odrsko priredbo plesov, ki se bolj ali manj odmikajo od plesov iz preteklosti. Še posebej velja to za plese, ki so bili na Slovenskem poznani v začetku 19. stoletja in predtem. Koreografija, stopinje za obzorjem časa folklorne skupine Folklornega društva Šenčur, se poigra s priredbo plesnih elementov posameznih plesov, za katere sklepamo, da so bili na Slovenskem poznani v drugi polovici 18. stoletja in kasneje. Rondo je uvodni ples, ki se izvaja v dveh delih, pri katerem se poleg valčka v nekoliko počasnejšem tempu pleše tudi različne plesne figure. Sledijo različne oblike polke. Avtor besedila, objavljenega leta 1866 v časopisu Kmetijske in rokodelske novice, je opisal ples, ki naj bi mu bil sam priča vsaj že od leta 1800. Pri tem se plesalec in plesalka vrtita pod roko, plesalec ploska in se udarja z rokami po nogah, plesalka pa se vrti okrog njega. V koreografiji sledi ples imenovan siročer, pri katerem si pari stojijo v dveh kolonah drug proti drugemu. Plesalci menjaje v sredini plešejo različne figure z vrtenjem. Koreografija se zaključi s plesom Kovtrešivat. Koreografijo je pripravil dr. Tomaž Semetinger, glasbeno priredbo pa Klemen Bojanovič. Na harmoniki folklornike spremlja Jože Ješe. Folklorna skupina Folklornega društva Šenčur za obzorjem časa.
Začetki folklore na Kokrici segajo še v prejšnjo stoletje. A veste, kaj se to pravi? Prejšnjo stoletje. A so vse do lani delovali pod okriljem turističnega društva Kokrica. Od lanskega februarja dalje pa delujejo samostojno pod imenom Folklorno društvo Kokrica, ki ga vodi predsednik Janez Strniša, ki vam bo sam povedal več o razvoju in dosežkih folklorne skupine na Kokrici. Janez. Pa še Tatjana Živič. Folklorno društvo je lepo že Igor povedal, imamo zdaj registracijo od februarja lanskega leta. Delujemo pa od leta 1982, kjer se prvi koraki začnejo, prve skupine zbirajo, da bi se učili folkloro. V glavnem 1984 leta ta folklora dobi prvo ime, folklorna skupina Lipa Kokrica, ki deluje v sklopu turističnega društva. Deluje celih 10 let uspešno, manj uspešno, grejo tudi uspešno v mednarodne vode, sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih. Potem pa pride leta 1994, ko skupina pravzaprav zamre. Leta 1984, 1982, to mladi fantje, mlade punce, kot so še zdaj, in življenjske poti grejo svoje poti in 1994 leta se pač skupina preneha za svojim aktivnostim. Potem pride leta 2022, 40 let od nekakega začetka, ko se v nekaterih krogih spodbudi, kaj pa če bi za 40-letnico zaplesali nekdanji plesalci. No in resno, 2022 v priliki v Krušni peči, se namotili, zaplešajo nekdanji plesalci folklorne skupine Lipa. Po nastopu se seveda zgodi ono vprašanje, kaj pa če bi mi še enkrat probali. Imamo na voljo dvorano, imamo na voljo učitelja, ki je še zmeraj isti kot takrat, rabimo samo vsaj 6 parov. No nekak
zguramo zadevo skupaj in začnemo nekaj poskusiti. Smo rekli, probamo. Očitno nam je ratalo. Danes je folklorna skupina, registrirana od lanskega leta, kot je Igor povedal, pod novim imenom, vključuje 11 parov plesnih, 4 glasbenike, 2 plesna učiteljna, 2 še izobražujemo. Tamle od zadaj ste videli na vhodu tudi naš koledar za letošnjo leto. Z našim predstavo zaključujemo recimo 25 leto, uspešno 25 leto, kjer smo bili, tudi mednarodno v Rovinju. Zaključujemo lansko leto in začenjamo leto 26, kjer imamo že, kot sem rekel, na koledarju že zacaknjene, prireditev, plešemo na Prešernovem 8. v Franju, plešemo konec meseca tudi našim gasilcem, ki nam veliko pomagajo. Potem imamo 28. februarja, že plešemo na Marotovem srečanju. V maju potujemo v Cankovo, malo daleč preč, kjer smo na povabilo tamkajšnjega župana, plešemo na eni prireditvi županski. Potem pa se tudi v septembru že odpravljamo na mednarodno sodelovanje, ponovno v Rovinj. Tako da imamo koledar skoraj že poln, ampak res samo skoraj. Imamo še kar nekaj terminov, pa verjamem, da jih bomo ponucali, bo še kakšen izhod naredili. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem našim sponzorjem pa donatorjem, ki ste nam v letu 25 namenili svojo pozornost in tudi določena sredstva, da smo mi lahko uspešno zaključili ta let. Pa bom zdaj lepo prosim kar prebral te naše podpornike, pa bom prosil, če so predstavniki tukaj, da pridejo k meni na oder, da se jim to še uradno zahvalimo. En največjih naših prijateljev, lahko rečemo, je Zavarovalnica Triglav. Pa Mikela. Krajevna skupnost Tenetiše, turistično društvo Okolica, Svetvijo, Mireli transport in posredništvo Mirko Tomažič, Elektronika Strnica, Svetvijo, Trgovina Stončnica, Avtopista Vrstačka, Društvo izgnancev Slovenije in pa Leon Bradeško kot fizično oseba. Svet, redu, poiščemo, malo vas bomo pač Gremo dalje. Hitri obrati, ritmični potrki in poskoki so posebnosti folklornih plesov. Pa naj bo to potrkan ples ali katera od polk. Ostanke starodavnih pomladnih obredov najdemo v plesih Žakle šivajo in Kovtre šivajo, kjer plesalci tečejo pod dvignjenimi rokami soplesalcev. Da Gorencem ne primanjkuje dobre volje in življenjske radosti, dokazuje šaljivi ples z metlo. Folklorno društvo Kokrica, gorenjski delovni ples.
Da potrkano! Ja, pa je dozno! Super, pauza. Pauza! To imamo. Ja, nekaj bo. Sej bo.
folklorno društvo Kokrica. S tem vašim plesom ste dokazali, da smo Gorenjci res delavni. Kar tukaj na odru ostanite. Prosim pa še, da se nam pridružijo še ostali gostje, da jim naš kranjski Janez, Strnišov Janez, mi imamo kranjskega Janeza, oni pa ne, da jim izroči zahvale. Prvo, folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Lesce. Tudi vam hvala lepa za vašo udeležbo. Ja, tako je. Treba, kad stojijo, pa čim še govorijo, za vsako vedalijo, za vsako vedalijo. Je prva malo suha, ma druga pa premuha, je tretja malo gluha, je tretja malo gluha. Posel kup dobijo, na vrsta zavolijo, da se jim vsi smejijo, da se jim vsi smejijo. Moj mož malo pije, moj se nalije, joj moj me napije, moj me napije. Ne da mi denarja, za samo ne pozdravlja, gostilni vam na zdravlja, gostilni vam na zdravlja. možje smo to izvedli, za šanko smo se vzeli, le kaj bomo naredili, le kaj bomo naredili. Kaj nam je narediti, vse skupaj igroliti, nasekati, politi, nasekati, politi. Nič nismo naredili, le krvno smo sprejeli.